Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v drugi zaporedni oddaji Novo mesto, športno mesto. Pred mesecem dni smo predstavili dejavnost Agencije za šport in vse oblike na področju športa, s katero se agencija ukvarja. Danes pa bomo govorili o športu otrok in mladine, zato v studiu pozdravljam koordinatorja za to področje in pa strokovnega sodelavca na Agenciji za šport Mirana Jermana. Miran, lepo zdrav. Miran, šport otrok in mladine je precej širok pojem. Najbrž tudi na agenciji dajete velik poudarek temu segmentu dela na področju športa. Ja, prav gotovo. Agencija za šport se ukvarja zelo širokim spektrom različnih dejavnosti. V enem izmed pomembnejših programov, ki ga izvajamo tudi preko nacionalnega programa športa, ki je nekakšen zakon za našo dejavnost na Agenciji za šport, je tudi šport otrok in mladine, seveda ob rekreativnem in pa množičnem udejstvovanju. Šport otrok in mladine pa je zagotovo na vrhu vseh naših dejavnosti, ker je tudi najbolj razširjen. Ne vodimo samo te dejavnosti v Novem mestu, ampak tudi širše po celi Dolenjski. Se pravi tudi področno in pa potem tudi na nacionalni ravni. Ampak o tem se bo vrnila posneje. Gre tukaj, ko govorimo o športu otrok in mladine, zgolj za sodelovanje in pa vodenje tega športa preko šol, osnovnih, srednjih šol in pa vrtcev? Seveda, to je koordinacija vseh teh programov, ki so v športu otrok in mladine. Če jih samo na hitro naštejeva, tukaj so šolska športna tekmovanja, tukaj so programi Zlatega sončka, Krpana, Malega sončka, plavalne opismenovanosti, tudi Ura prosti čas. Torej, to so vsi ti programi, ki jih na nek način koordiniramo. Seveda, ta koordinacija pa poteka na ta način, da sodelujemo z našim nadrejenim, bom rekel, v enem smislu, to je Ministrstvo in pa Zavod za šport Planica. Mi pa svoje aktivnosti prenašamo na šole, regije, občine in seveda ta koordinacija med šolami, občinami, Zavodom za šport Planica je to nekakšna baza vsega tega na dejavnosti športa otrok in mladine. Pa imajo na šolah, osnovnih, srednjih, pa tudi v vrtcih posluh za ta šport otrok in mladine v teh časih, ko vemo, da praktično denarja ni? Glejte, šport otrok in mladine je po mojem ena pomembnejših dejavnosti tudi na šolah. Na tisti šoli, kjer tega posluha nimajo, je verjetno nekaj narobe. Ampak jaz se lahko pohvalim, da v našem širšem in ožjem prostoru, torej v občini Novo mesto in na Dolenjskem, je to sodelovanje, ta koordinacija zelo dobra. Športni pedagogi, profesori, učitelji znajo ceniti in znajo tudi prenašati svoje stvari naprej na otroke, kajti brez teh programov bi bila šola popolnoma drugačna, mrtva. Vemo, da so športniki malo drugačni, kot so pa ostali, bolj živahni, bolj sproščeni, dajo nek ton tudi šoli in seveda šola mora prepoznati v tem neko aktivnost, tudi lahko prepozna na ta način, da te uspehe, ki jih otroci dosegajo, da je to nekaj pomeni, da jih znajo promovirati in s tem dajo tudi veljavo svoji šoli. Morali bi pa prepoznajo? Prepoznajo in ne prepoznajo. Seveda ne bova zdaj se pogovarjala, kje prepoznajo 100%, kje pa 50 ali 60% odstotno recimo prepoznajo te dejavnosti, ampak če na šoli, kjer mogoče vodstvo in pa športni pedagogi sami ne prepoznajo tega, jih pa v to prisilijo tudi mladi športniki, tudi oni jih bodo na nek način pripravili do tega, da bodo sodelovali njihovi v teh programih športa otrok in mladine. Pa poglejmo za uvod, kako na to gledajo na novomeški gimnaziji, kaj nam je o športu in pa vključevanju dijakov v šport povedala ravnateljica novomeške gimnazije Natalija Petakovič. Torej, z gimnazijci smo zadovoljni. Gimnazijske ekipe tako v igrah žogo kot v posamičnih športih dosegajo zelo dobre rezultate. Športnike imamo v športnem oddelku, pa tudi v drugih razredih, tako da lahko rečem, da s športom na gimnaziji smo zadovoljni. Generalno gledano bi si pa želela, da bi se mladi še več ukvarjali s športom, ker se mi zdi, da ne gre samo za tisto telesno pripravljenost, ampak predvsem za druženje in pa zdrav način življenja, kar je pa zelo pomembno.
No in na tak način najbrž gledajo tudi velika večina ravnateljev osnovnih in srednjih šol, če imajo le možnost, bi svoje učence in dijake še bolj številčno in še bolj masovno, tudi kar se tiče športnih disciplin, vključevali v te programe. Zagotovo, gledajte, šolska športna tekmovanja ne smejo biti vedno samo cilj, dosežek. Seveda, če greš ti na tekmovanje, želiš doseči čim več, vendar šolska športna tekmovanja mora imeti tudi druge cilje. To so tudi množičnost, to je tudi druženje. In v tem segmentu množičnosti in druženja lahko sodelujejo tudi tisti otroci, ki morda svoje rezultate dosegajo malo slabše na račun raznoraznih dejavnikov. In mi na Agenciji za šport se trudimo, da ponudimo tudi take vsebine, ki nimajo zgolj tekmovalnega naboja, ampak imajo tudi drugačnega, kot sem rekel, druženje in pa množičnost. In to so programi pohodništva, programi tekov, programi smučarskih tekov in tako naprej. Recimo mladi bodo že kar veliko šol iz naše regije, vem, da bo čez 10-14 dni se udeležilo pohoda od Litije do Čateža. Torej to je en tak množični program, ki se ga lahko udeležujejo tudi otroci, ki niso zgolj v tekmovalnem procesu. No, gre za najbrž literarno športni ali pa rekreativni program. No, to je bil samo en od teh primerov, kateri sem hotel dodati, da se prepletajo. Da se prepletajo in da želimo ponuditi programe tudi tistim, ki so manj uspešni, ampak za te manj uspešne morda to še bolj pomembno, kajti vsi potrebujejo gibanje, pa vsi potrebujejo tudi zdrav način življenja. Zdaj bi Miran nekoliko preskočil. V uvodu ste omenili, da pač gre za sodelovanje na področju tudi države, kjer sodeluje Zavod za šport Republike Slovenije Planica in pa Ministrstvo, Odbor za šport mladih. Kakšna je vloga teh dveh, recimo temu, državnih organov, ko govorimo o športu otrok in mladine? No, če najprej pogledava od začetka, mi na Agenciji za šport smo zadolženi za šport otrok in mladine. Izvajamo ga na občinskem nivoju, ustanovitelj naša je Mestna občina Novo mesto in mi vse programe izvajamo za mestno občino, rekli bomo za vse naše krajane Mestne občine Novo mesto preko v tem občinskem nivoju. Potem vodimo tudi Dolenjski področni center, to je največji področni center v Sloveniji, ki zajema vse od Posavja pri srednjih šolah Krško, Sevnica, Brežice do Kočevja, Ivančne Gorice, Črnomlja, seveda tudi ta ožji del. Tukaj je kar noter 23 osnovnih šol in pa 16 srednjih šol, torej to je eden največjih področnih centrov in vodenje tega področnega centra se že nanaša na Zavod za šport Planica. Zavod za šport Planica preko ministrstva razpiše določene programe, jih objavi v informatorju in v Sloveniji je 16 področnih centrov, eden med temi je Dolenjski področni center in tega vodimo mi. Seveda naše sodelovanje z Zavodom za šport Planica je zelo dobro. Vsi nam priznajo, da imamo tudi enega najbolj organiziranih področnih centrov. Tudi na to temo smo tudi pred kratkim predstavili naš Dolenjski področni center prav v Planici, kjer so bili izbrani vodje področnih centrov in pa koordinatorjev iz cele Slovenije. Seveda je pa povezava tudi z ministrstvom, kajti ministrstvo pa programe najprej, on te programe določi, prenese na Zavod za šport Planica, Planica pa na te ožje, na področne centre. Naše sodelovanje v teh je tudi preko različnih odborov. Sam sem v odboru za šport otrok in mladine tako na ministrstvu kot tudi na Zavodu za šport Planica. Eden, kot sem dejal, programe pripravlja, drugi pa programe izvaja in te odbori potem tudi te stvari na nek način koordinirajo za naprej. Ravno to sem hotel vprašati, torej ministrstvo in zavod preko teh odborov, v katerih ste vključeni, predpisuje te programe na lokalni skupnosti, oziroma primer tukaj Novomeške agencije za šport in pa regijskem centru, pa je naloga, da to izpelje. Tako je. Ampak izpelje v spet svetovalnem smislu za šole in vrtce ali tudi organizacijsko? V organizacijskem seveda smislu. Zavod za šport Planica na začetku leta izda informator. To je kot nekakšen zakon vse dejavnosti. Tu so razpisi tekmovanj, tu so razne te množične prireditve in tako naprej. In mi potem na področnih centrih se na osnovi teh držimo tudi naših programov. Vendar vseh programov ne izvajamo 100%.
torej tisti, ki so železni program, torej naj bo A program, izvajamo 100%, to so igre, žogo, atletika, gimnastika in tako naprej, bom rekel. Nekateri športi pa so bolj fakultativni in seveda, za katere se mi želimo jih izvajamo, nekatere pa tudi ne. Vse je to odvisno od področnega centra, od naše želje, od lokalnega, se pravi, mi, če nimamo, bom rekel, bejzbol igrišča. Tako, bejzbol igrišča ali nimamo tradicije, ne bomo izvajali bejzbola, čeprav je v informatorju, bomo pa zato morda nekaj drugega, kar drugi nimajo, rafting in tako naprej. Tako da imamo svojo tudi malo, da se sami lahko odločimo, katere programe izvajamo. Seveda, tiste, kar so pa v A programu, kot sem že v začetku dejal, te pa obvezno izvajamo vse. In ker je bilo še vprašanje, ja, seveda, mi seveda prenašamo, organiziramo tekmovanja, pripravimo razpise, sodelujemo potem s šolo, ki je izvajalec določenega tekmovanja, prinesemo pokale, podelimo pokale na takem tekmovanju, zagotovimo sodnike, zagotovimo, da so rezultati potem pravočasno objavljeni, da so na naši spletni strani informativni in tako naprej. Torej, ta koordinacija je dokaj široka, morda na videz ne zgleda, ampak zajema kar precejšno sodelovanje tako s šolami, kot z sodniškimi zbori in pa tudi potem z Zavodom za šport Planica. Če morda za trenutek ostaneva še pri programih, potem pa greva na športne pedagoge. Programi, pravite, so A, B, C, D, A je tisti železni program. Kaj pravzaprav ta program A, ki je nekako zabetoniran, vsebuje, oziroma kaj je tisto nujno, da se izvaja na tem področnem, oziroma na tem dolenjskem področju? Glejte, program A pomeni to, da je nekakšna hierarhija. Pomeni, da je tekmovanje izvedeno na šolskem, občinskem, področnem, četrtfinalu, polfinalu in finalu. To so športi, ki imajo celotno to hierarhijo. To so tam množični športi, nogomet, košarka, odbojka, rokomet, atletika, gimnastika, kot sem že dejal, kros in tako naprej. Še enkrat ponovim, to je hierarhija od občinskega do finala državnega prvenstva. Programi, ki so v B, C, te nimajo cele hierarhije. Nekatere se izvajajo samo na področnem in potem finalu državnega prvenstva. So tudi taki športi, ki so samo enkrat na leto kot finalna tekmovanja, to so v C programu, v D programu so pa množične prireditve, o katerih pa sem že na začetku nekaj povedal. No, v tem se bova morda vrnila še nekoliko kasneje. Kako pa Agencija za šport pravzaprav sodeluje s šolami, oziroma kaj agencija nudi športnim pedagogom in mentorjem, ki izvajajo te programe in pa vodijo posamezne discipline na šolah? Glejte, mi z športnimi pedagogi zelo dobro sodelujemo. Jaz sem že tudi v Planici na svojem predavanju povedal, da toliko, kolikor ti vložiš svoje energije, kolikor nekomu daš, tudi toliko nazaj dobiš. Torej, če se mi potrudimo in če mi izpeljemo dobro svoje stvari, je odziv športnih pedagogov tudi tak. In na našem področju to dobro funkcionira, mi zelo dobro sodelujemo z športnimi pedagogi. Mi na začetku leta pripravimo koledar tekmovanj za celo leto, od septembra do junija. Se dobimo na sestanku športnih mentorjev šolskega športnega društva, pregledamo, če kaj spremenimo, če kaj dodamo, kakšne želje imamo nove, njim potem pošljemo razpise, oni dajo povratno informacijo o udeležbi. Če se odločimo, da bo eno tekmovanje, recimo, kot sem videl tam tudi to na televiziji, recimo v osnovni šoli Šmihev, ta šola pripravi dvorano, zapisnikarsko mizo za našo kontrolo, seveda, da je v redu, mi pa pripeljemo sodnike in izvedemo tekmovanje. Torej, ta koordinacija poteka in še enkrat lahko rečem, da na našem področju, tako pri osnovnih šolah, da ne pozabim tudi srednje šole, ki so tudi zelo množične in tudi kvalitetne, tako na šolskem centru, kot tudi na tem delu, kjer so v naši dvorani, v športni dvorani Marof, to je pa ekonomska in pa gimnazija ter gostinska šola, ter tudi kmetijska šola, ki pa izvaja druge programe, tudi kros, državni kros in tako naprej. To sodelovanje je res na visokem nivoju. Ampak nudite tem športnim pedagogom tudi razna izobraževanja? Ja, tudi to je eden od naših ustanovitvenih aktov. Če ne drugega, vsaj enkrat na leto izvedemo smučarski seminar v sodelovanju z Društvom športnih pedagogov Dolenjska in Posavje. Mi se večkrat na leto tudi dobimo, lahko tudi formalno in neformalno, in se pravi,
predebatiramo, če je kakšna zadeva, ki nas še moti in kaj drugega. Drugače pa njihovo izobraževanje v zadnjem času poteka preko študijskih skupin, ki jih vodi ministrstvo, in pa preko fakultete za šport, ki ima določena izobraževanje po različnih vsebinah. Vloga športnih pedagogov je najbrž tudi čim bolj motivirati in aktivirati mlade, da se vključujejo v šport. Imate podatek, koliko mladih je vključenih v program športa otrok in mladine na področju Dolenjske? Približno. Samo v Novem mestu je okoli 1000 otrok, ki je sodelovalo na šolskih športnih tekmovanjih. Recimo vse skupaj okoli 1400 na osnovnih šolah, 500 osnovnih šol, 500 v srednjih šolah. Celotna Dolenjska pa zajema več kot 5000 udeležbe na tekmovanjih preko celega leta. Seveda pa ta statistika je vedno, vemo, malo varljiva, kajti nekateri se udeležijo 2-3 tekmovanj in seveda mi vodimo statistiko po udeležbi na tekmovanju, ne pa po tistih, ki so bili večkrat na tekmovanju, zato da ta podatek ni čisto relevanten. Ima najbrž pa v teh mladih, ko so v šoli tudi klubi, športni klubi, najbrž neko pregled, koga bi bilo lepo dobiti v svoje vrste, tudi za naprej, za višje selekcije, kar se tiče klubskih tekmovanj. Glejte, mnogi se vključujejo ob tem šolskem športu še tudi v klubska tekmovanja. Mogoče se niti ne zavedamo, kako pomemben segment je šport otrok in mladine. Če ne bi bilo športa otrok in mladine, pa to nič ne pretiravam, ne bi bilo danes olimpijskih medalj, ne bi bilo uspehov na raznih prvenstvih. In tisti klubi, ki prepoznajo to možnost, da lahko sodelujejo z šolo in v šoli iščejo svoje potencialne dobre kadre, šole, tiste, ki so zainteresirane, bodo omogočile vadbo v svojih objektih, klubi jo bodo izvajali, športni pedagogi bodo pritegnili otroke, da bodo šli k določenemu športu in ta povezava šola, klub in pa športni pedagogi je tista, ki lahko pripelje res do nekega rezultata. Da pa je to v Novem mestu tudi dobro, pa lahko dokazujejo, če bi pogledali, kaj vse naše šole dosegajo, koliko naslovov državnih prvakov, koliko uvrstitev na zaključne tekmovanja in tako naprej. Tega ni v nobenem področnem centru. Torej, še enkrat bom poudaril, sodelovanje šola, klub in pa športni pedagogi izjemno pomembno za osvojitev olimpijske medalje. Morda nekoč, tudi pri nas. Kar se tako malo, imamo Primoža Kozmusa, no, če gledamo to področno, je vendarle naš. Spada pod nas, da. Ampak poglejmo, kaj pa na šport in usklajevanje športa, kluba in pa šole porečejo najmlajši, ki smo jih povabili pred kamero. No, treningi so zabavni, družim se s prijatelji in v šoli to dobim to priložnost, pa probam čim več trenirati košarko, ko lahko. Vedno je težje delati za šolo, če imaš dodatne treninge, ker nimaš toliko časa za učenje pa za šolo. Ne, ker si kljub treningom si vseeno najdem čas za učenje, za šolo. No, tako otroci, torej kljub udejstvovanju ne le v šolskem športu, tudi v klubu, saj te trije fantje, govorili so bolj ali ne o košarki, uspejo tudi brez težav dohajati snov v šoli. Kako pa je potem, ko smo že govorila o sodelovanju med agencijo ali pa regijskim centrom in šolami, dodatno še sodelovanje s klubi? Rekli ste, da se pač ne zavedamo pomena, povsem ne zavedamo pomena športa otrok in mladine. Pa vendarle, sodelovanje v tem trojčku najbrž poteka. Seveda, no, če se malo vrnemo na tiste prve posnetke, ki smo jih gledali sedaj tehle tekmovalcev, eden izmed njih je tudi njegov oče, seveda vsi ga dobro poznamo, Matjaž Modiš, je prišel preko šolskega športa tudi naprej. Njegov trener je bil Slavko Seničar, ki ga je v šoli prepoznal, pripeljal naprej in seveda potem je Matjaž prosperiral na teh področjih. Tako da to sodelovanje, še enkrat, kot sem se prej obrnil na to, je izjemno pomembno. Seveda, tako je klubi, še enkrat bom potrdil, klubi morajo prepoznati to priložnost. Klubi morajo sodelovati z športnimi pedagogi in klubi morajo sodelovati z športniki. Drugače šola lahko izvaja svoje programe. To so interesni programi športa otrok in mladine. Športni pedagog je ponavadi na šoli 1 ali 2. On ne mora peljati 6-7 športnih disciplin, še posebej na večji šoli. Zato
lahko ponudi svojo, tisto, kar ima on, se pravi, ima dvorano in ima otroke. Klub ima strokovni kader, ki lahko te otroke spravi do višjega nivoja in te otroci bodo želi uspehe za šolo. Seveda potem v kasnejšem obdobju pa tudi za klub. Eden od primerov je Matjaž Smodiš, ki ste ga izpostavili, Miran, ampak takih primerov, da so se tisti najboljši tekmovalci znašli v tistih športih, kjer so sedaj doma, je kar precej. Ali na šolskih tekmovanjih, ali nič slabega ne mislim, vaških tekmovanjih, ki so primer, ga organizira krajevna skupnost. Med takimi mislim, da je primer tudi Janija Brajkoviča, ki je relativno pozno začel svojo tekmovalno ali pa kolesarsko pot, sedaj je pa na vrhu. Seveda, seveda. Tudi to je, čeprav pošteno povedano, kolesarstvo v šolskem športu je bolj redkost kot pa neka zakonitost. Seveda je primer in Jan je seveda, ko je prišel v Novo mesto, ko se je vozil čez Gorjance s kolesom, je tudi tukaj začel s treningi, klub ga je opazil. Zagotovo je bila ta povezava tudi z šolskim centrom, za šolo in je on lahko nadaljeval. Takih športnikov so, sploh lahko rečeva vsi, malo kateri športnik se bo izkristaliziral, uspel mimo šole, mimo šolskega športa, mimo športa otrok in mladine in bo že takrat potem uspešen športnik, vrhunski športnik, če bo o tem govoriva sedaj. Še en posnetek imamo pripravljen. Poglejmo, kako na delo pri športu z mladimi oziroma otrok in pa mladino gledajo športni pedagogi ter tudi pri sodelovanju z agencijo in pa športnimi klubi. Pred mikrofon smo povabili Romana Južeža, športnega pedagoga iz Osnovne šole Drska. Učenci se udeležujejo po svojih možnostih, radi bi bilo, da bi bilo tega več, ampak v glavnem to poteka v popoldanskem času, zasedeni so z drugimi aktivnosti, tudi glasbena in tako naprej. Je sodelovanje naprimer pri košarki dobra popotnica za nadaljnje treninge v klubu? Ja, pri nas sicer nimamo interesne dejavnosti košarka, je pa bila to dobra popotnica, dokler smo imeli. Pri nas, bom rekel, 3-4 fanti trenirajo in to je bi lahko več. Obstaja povezava in sodelovanje s športnimi klubi? Ja, povezava obstaja. Pri nas žal košarka ne, imamo pa bejzbol, nogomet, namizni tenis, tako da povezava je. Kakšno vlogo v šolskih tekmovanjih igra Agencija za šport? Agencija za šport igra zelo veliko vlogo. V bistvu je organizator, brez nje si jaz ne predstavljam šolskega športa. No, tudi strani pedagogov smo dobili odgovor, torej agencija je dober koordinator in dober sodelavec. Ja, upam, no. Veliko se vrti teh posnetkov, ki jih gledamo, prav v košarki. Govorimo o ŠKL-ju, se pravi šolska košarkarska liga, ampak v ŠKL-ju ni zgolj košarka. Ne, če mi dva govoriva v sistemu športa otrok in mladine, ki sva ga že naštela, eden od teh projektov je ob tem, ki pa ne izhaja iz tega programa ABC. Ne, sploh ne izhaja iz tega programa, ker ti to je popolnoma zaseben projekt, ki pa je zelo pomemben projekt, to je ŠKL. Ta projekt jaz maksimalno tudi zagovarjam, zelo je medijsko podprt in pa otroci zelo radi v teh projektih tudi sodelujejo. ŠKL nima več samo košarke, tu je tudi nogomet, rokomet med dvema ognjema in tako naprej. Odbojka tudi. Šolski center Novo mesto je to že desetletja eden najboljših v teh programih na vseh področjih, zares tudi načrtno delajo na tem projektu. Tudi vsi košarkarji, ki prihajajo z Dolenjske, so na tej šoli. Bi pa ob tem tudi pohvalil sedaj novomeško gimnazijo, ki je letos prvič pristopila v ŠKL za žensko košarko. Morda je tak primer, kot so fantje na šolskem centru, so sedaj gimnazijke, so sedaj naše košarkarice na gimnaziji in tam so lahko ustanovili to košarkarsko ekipo, ki je presenetljivo začela izredno dobro za zmago, visoko zmago v Postojni in pa prejšnji teden tudi nad lanskim finalistom, to je bila Šiška, mislim, da v glavnem se pravi začeti je potrebno, potem pa se to tudi lahko naprej razvija.
Če pa sem že pri tem, lahko tudi povem, da bo ekipa, ki jo tudi sedaj na televiziji vidim tam, gimnazijska ekipa, bo letos tudi prvič iz našega področja ekipa, ki bo nastopila na svetovnem prvenstvu šolskem. To je International School Sport Federation, to je uradno svetovno šolsko prvenstvo in one so se na to prvenstvo uvrstile in v mesecu marcu bodo tam sodelovale na Cipru. Iz Slovenije so na tem svetovnem prvenstvu bil samo Bežigrad enkrat in pa Celjska gimnazija v rokometu dvakrat. Čas naj priganja, torej še enkrat samo da poudarjiva, ŠKL ni v sklopu programu oziroma programa nacionalnega športa otrok in mladine, je pač samostojen, ampak v bistvu lahko rečemo, da dopolnjuje seveda celoten segment in ima tisto osnovno vizijo. To je delo z mladimi, šport otrok in mladine. Zato ga lahko tudi na ta način povežemo, tudi mi na Agenciji za šport sodelujemo na teh programih. Na agenciji oziroma v sklopu programa Šport otrok in mladine so tudi še ostali programi, med njimi šport otrok s posebnimi potrebami. Tako je, ja. Kot sem že prej dejal, to so programi Zlati sonček, Krpan, Mali sonček v vrtcih, plavalno opismenjevanje, hura, prosti čas, so aktivnosti med počitnicami, mi pa tudi pokrivamo področje športa s prilagojenim programom. Vemo, da imamo v Novem mestu šolo Dragotin Kete. Mi za njih se potrudimo toliko, da če so izvajalci kakšnega regijskega tekmovanja, da jim priskočimo na pomoč, kajti seveda oni ne morejo imeti občinskega prvenstva, ker je to edina šola. Smo pa tudi že z njimi sodelovali na ta način, da smo tudi predstavili njihovega najboljšega športnika na županovem sprejemu, kajti enkrat na leto izberemo vse najboljše športnike iz novomeških šol in seveda vključimo v to tudi šolo s posebnimi potrebami in seveda vse njihove programe, ki jih oni tudi sami izvajajo. Čas naj preganja, že kažejo, pa vendarle, pred vrati so počitnice oziroma tukaj so počitnice krompirjeve. Te programi so se običajno izvajali v teh obdobju počitnic. Kot že v uvodu povedala sva, denar za vse dejavnosti povsod, tako na področju republike kot občine se zmanjšuje. Bo v času krompirjevih počitnic vendarle kaj za otroke takega? Ura, prosti čas, program iz zimskih bo ostal v zimskih počitnicah, tako so določili na ministrstvu in pa na Zavodu Planica. V krompirjevih počitnicah teh programov direktnih ne bo, bodo pa seveda ostali programi. V športni dvorani Marof smo ponudili prosto preživljanje počitnic, bodo ga zapolnili klubi in društva, tako da od 8 do 2 bo dvorana popolnoma polna. Tudi na osnovni šoli Grm so nam šli na roke, tam bodo lahko izvajali programe, bazen še ni odprt. Upam pa, da bodo tudi kakšna druga šola odprla svojo telovadnico, kajti v tem dopodnevu, ko so tudi ostali strokovni delavci na šoli prisotni, so lahko tudi otroci v telovadnici, pa naj nekaj dobrega naredijo zase in pa seveda za celoten šport. Miran, hvala lepa. Še eno oddajo bi potrebovala, da bi govorila oziroma bolj podrobno predstavila šport otrok in mladine. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa še enkrat povabilo, kakršnakoli vprašanje, kritika, predlog ali pa pohvala z dejavnostmi, s katerimi se ukvarja Novomeška agencija za šport, je dobrodošla. Tukaj je tudi naš naslov Novomeške televizije in z veseljem bodo tako strokovni sodelavci kot tudi direktor Novomeške agencije odgovarjali na vaše vprašanja ali pa morda še kaj dopolnili. Se pravi, kot rečeno, tudi predlogi so dobrodošli, je tako, Miran? Seveda. Hvala lepa za obisk v studiu in kar tako naprej.